Dobro jutro. O moj bog, včeraj smo prišli tam, ne vem, okoli pol enih, malo kasneje. Šla sem spat ob enih in smo ful zgodaj vstali. Ura je 20 do 7, ker moramo iti v Banja Luko, ker pač ima tašča nek opravek, tako nujen. Tako da sem precej zanimana. A ja, dobrodošli nov teden. Dobrodošli v Banja Luki. Tle je ful gužva, smo se vozili in se vam nekaj v Ljubljani v basen. Jaz sem še kar tak zanimana. Sladoled Plaza Sandwich. Plazma sandwich sladoled je najboljši sladoled. Še današnji citat ti preberem. Je kakšna stvar, o kateri si vedno hotela vedeti nekaj več. Poišči podcast in ga poslušaj na poti v službo ali med vadbo. Lahko pa tudi pogooglaš in se naučiš in bereš. Ja, jaz se bom zdaj malo pakirala, pol enkrat ob 6 greva, še par ur, pa brala bom, no. Dragi pa vzundela. A ja, ko smo bili v Banja Luki, ne smo šli še jest, sam, toliko je bilo vroče, pa ful gužva na cesti, sem kar presenečena. Jaz kar mislim, da se v Ljubljani gužva, pa ful, nekjer tako parking, še hujko center Ljubljane, pa tako kar pločniki, tam je pač nekaj bilo, neka zgradba, kamor je pač morala tašča iti in tako sploh ni lepo, kar pločnik, da smo malo udarili v avto, moj bog, tako ne vem, čudnosti, ne. V glavnem, ja, ko mi kakšen parking najdeš, no, pa smete sem čakati, da gremo nazaj, ker je bilo toliko vroče in v bajto se dekamo makati. 30 stopinj je kazal. Bi se še zmeraj ful vroče, ful je soparen. Tako da, no, se čez kakšno urco, do urco pa pol, bova štartala nazaj proti Ljubljani. Dobrodošli. Dobro jutro. Ja, če se la ful pozna, ful utrujena. Vstala sem pred pol 8, nekaj tazga. Ja, zdaj sem v redu, pijem kavico, tako da je cool. Zragi bova kaj pojedla, pol pa že delat. Moram zdaj te stvari razpakirati, pospraviti. Še pred tisem preberem citat. Bodi ponosna na to, kar počneš. Bodi ponosna na to, kar čutiš. Strinjam. A ja, še eno knjigo sem prebrala. En quiz, knjiga o Blanche in Marie. To je ta Marie Curie, kako se izgovori. Prvi dobitnici 2 Nobelovih nagrad za kemijo in fiziko in v bistvu tle opisuje njeno življenje in njene prijateljice Blanche. Knjiga mi ni najbolj všeč, ker, ne vem, tako suhoparno je napisana, šele na koncu postaja bolj zanimiv. Tako da ja, pač govori o njiju, 2 zvezdici. Tako da, tele knjige ne bom obdržala v svoji domači knjižnici, sem to dobila na izmenjevalnici, tako da bo šla naprej. Dragi, skočil v Hoferja, tako da sledi Hofer Hall. Kruhek, piščančja prsa, šunkarica, bananos, jajčka, gledaj se, sirček, gobice, Snickers, jaz tega ne maram. To. In ker smo res v pravem poletju, spet prevlekla en zaboj. Tako da dam les lahko te poletne v omaro in vse, kar je dosti toplo, sem v zaboj. Koliko je vroče, fulje se opara na sobi, čeprav zunaj je že prijetno. Jutr grem na eno izmenjevalnico oblačil s kolegico Mici, tako da jej, še pred tem imam zobarja. Zdaj se moram dati pa lak dol. Dobro jutro, zdaj se pripravljam, da grem v službo. Da sem ti tole flašo pokazati. Včeraj sem jo kupila v Madal Badal. 6,5 € se mi zdi kar
ugodna cena, glede na to, da so pač ful drage. Upam sicer, da bo dobro, da ne bo šlo čez, ko da bomo testirali. Pa ful mi je všeč, ker lahko primeš, ker to dejansko rabam, kjerkoli v službi, po poti. Tudi ja, danes bo ful dolg dan in pester dan. Okay. Prišla sem z izmenjevalnice. Izmenjevalnica je bila toliko huda, z Mici sva šli skupaj in sva dejansko obe našli ful dobre kose. Le tole. Pač. V bistvu je Mici rekla, moraš jo vzeti, tako da. Direkt kot ulita. Imam še par stvari in bom probala. Hlače, trenirko, aha, tole šele. Tale srajca, ki je sicer moška, ampak se vsem. Malo zaviham rokave, malo je oversize, prav prevelika, ampak meni je to všeč, pa to je tudi modern zdaj. Dobro, to nima veze, ampak meni to ful paše, ful mi je všeč, no, če so malo prevelike. Dragi si to široko, da ni moteče. Ojoj, kako je vroče. Še tole obleko, skratka, ja bom pol probala. Zdaj pa še dol pač, kaj sestra pa najsrečna čakinja. Pa ko pride nazaj, probam vse. Še današnji citat preberem. Čas za sprostitev je takrat, ko nimaš časa za njo. Ja, to pa je za razmisliti. Dobro jutro, spet sva v Požvi. Dobrodošli Postojni. Ko je dober tlele na ploščadi. Pa že zjutraj bo drugače kar mrzlo, zdaj že malo toplej. Jaz sem tle imela, kaj je to, Inštitut za raziskovanje krasa, sem imela neka predavanja prek faksa. Spomini. A greva Postojnsko jamo? Lep pozdravček. Najprej preberem citat. Se bojiš nečesa na svojem koledarju, ker si izčrpana ali prezaposlena? Odpovej, kar si načrtovala in si privošči počitek. In točno to bom zdaj počela. Dajmo še probati tele cote od očili izmenjevalnice. Tole je tok hud blazer. Vintage Jessica made in West Germany. Mislim, noro. Oh, wow. Tole pa je velik del. Se mi zdi, da moraš imeti kar jajce, da tole nosiš. Mislim, se sploh ni slabo. Nam je prevelik. Tlele, ne, se vidi. Mah, glej. Nosila ga bom. Zdaj imam pa še, zdaj se bom pa, hlače imam. Mislim, da so tele hlače perfektne. Strgane so, lovam. Tle so mogoče malo prevelike, ampak me sploh ne mot, ker mi je cool, da me ne diši trebuh.
takole. Pač, me so hude. Potem tole so v bistvu kot trenerkica / pajkice. Ma hude so, ker tudi za doma rabim dejansko pajkice. To je to. Tole so obe zmici uočili, ampak je ful velika, pa čez se vidi. Tako da... Prevelika je v bistvu, no, če bi bilo tako malo prijeta. Če si preroče, to sploh ni za poletje. Tako da ne, tole ne bo. Takole, evo, super, 10 stvari sem odnesla, 5 stvari sem pa prinesla. Tole pač naštejemo. Se pravi, tale blazer, pač malo tako testirala, ne. Če ga bom nosila, ga obdržim, če ne pa dam naprej. Najprej dam vse oprat, se pravi, tele trenerka, tele hlače, srajca, ki je huda za znort. In pa tale jakna. Oprat, pa čim več nositi. Zdaj delam džem. Sem imela tam neko zmrzano sadje in bom probala narediti džem. Pol bomo pa videli, pol imam nek plan. Spet naredil zvitek s tem pisnatim testom, pa mascarpone imam. Tako da bomo videli, kaj bo ratalo. Tole sem pokuhala, je kar kompaktno. Tle imam zdaj mascarpone, ki sem ga zmešala s sladkorjem. In zdaj bom razvaljala testo, premazala mascarpone, dala tole, zavila in dala peč. Aja, pa gledam Masterchef in kuham. Kaj češ božga? Zalaufam pečico. Lisam to testo, mascarpone. Ne vem, zdaj se počutim, da sem v Masterchefu. Zadnjič mi je Alma napisala, naj preluknem testo, da se ne bo napihnili, da ne bo počil. Logično, tako da Alma, hvala za nasvet. Delam. Pa še z jajčkom bi ga morala premazati. Evo, voilà. Olje je dober, mogoče ne izgleda estetsko najboljš, za kar se seveda ne sekiram. Tako kot zdaj v Masterchefu. Ampak je res dober, je. Takole izgleda zavitek, sem pozvala pokazati. Stekali je, ampak ni problem, tako uporabaš to, zraven ješ. V bistvu sem ful vesela, ker sem porabila tole zmrznjene jagodičeve, ki sem ga še imela. Tako da zakon. Dobro jutro. Če sem prebrala Elena Ferrante, Zlagano življenje odraslih. 3 zvezdice dam. Tako najprej mi je bilo itak ful všeč, pač ta njen stil, tako ko zmer opisuje te karakterje, familije, ki so malo naporni, a ne pač te družinske, ne najbolj lepe dinamike, pa tudi lepe, no, prijateljstva in tako naprej. V bistvu ta naslovnica je ful dobra in dejansko pove marsikaj in ti tudi pove, na kakšna bo knjiga, ne. Sem pol proti koncu, ne vem, bila pa že tečna knjiga,
sem se že malo dolgočasila, se že malo ponavlja, pa mogoče malo preveč mladostniško, ker pač jaz kot odrasla raje berem normalno bolj odraslo literaturo. Tako da ja, no, pol mi je že bila tako, šla mi je tako ful, dobro pa dol. Tako. Imam pa še eno Nino za prebrati, pa pol še eno v angliščini, kjer ona opisuje, kako je pisala ta neapeljski cikel, une prejšnje, ne. Tako da une se ful veselim. To je pol to, kar se da dobiti v naši knjižnici. Ona je napisala še malček več, ampak pri nas ne da dobiti to pa to, no. Ampak si, veš pa se malo naveličeš, ko bereš enega nizka avtorja, ker vsaj tako moje mnenje, ne vem, če lahko napišeš 10 ful dobrih knjig. Ne vem. Današnji citat. Danes naredi nekaj, za kar ti bo tvoj bodoči jaz hvaležen. Sean Patrick Flannery. Ja, to bilo delamo vsak dan, ne? Zdaj čakam dragega, skočil v trgovino, pa spila kofe. In se dan začne. Dragi je bil v trgovini, tako da sedi Hofer Hall. WC papirus. Jagode. Sladoledos. Hofer ima drugač, Hofer ima drugač ko ugoden sladoled, pa tudi dober, recimo samo vaniljev sladoled, tako da mislim, da se tam kar splača kupiti, Kašpar ima recimo že ful drago. Paradižnikova mezga. Kruh, kaj še topo, oh my god. Dec. Češnje. Sok za dragega. Ja, komplikovana. Skuta. In paradajz. Kuham. Napolno se dogaja. Ja, pripravila bom piščančja bedrca, a ne? Korenje, gobe, solatka. To. Potem si bom pa še tele tortilje spekla za službo, s sirom seveda in pa pol še da zavite, ker bom odnesela, tako da imam malce za službo še. Dober dan! Prišla sem službe, malo sem zanimana. Vroče je, of course, seveda ne. Zdaj grem tja v skladišče, ta prostor, kjer imam še stvari. Nekaj moram pogledati pri knjigah svojih, se ne moram zabojati sem prevleč, ker je enostavno pretežek. Lahko ti pa še citat preberem. Če v tem trenutku daješ vse od sebe, te to postavlja v najboljši položaj za naslednji trenutek. Oprah Winfrey. Ja, res je. Zdaj je plan spiti kofe, dokončati knjigo, peril se pere, še en stroj moramo prati. Mogoče kakšna stvar za izmenjevalnico oblačil. Naslednji teden naj bi bila ena, ampak nič ne najdem, tako da vprašanje, če bo. Če ne pa čez 2 tedna v mojem kraju. Bom še definitivno vse pogledala, če nas drugega. Ja, mogoče tle ima pa spraviti tam imam en predal pod mizo, oziroma ka spada k pisalni mizi, ki je tako neizkoriščen. Ampak ne vem, kaj je še z njim. Tako da ja moram. Tako da ja, tega se bom lotila. Počivati, no, ampak mogoče kaj skuhati. Še dobro, da sem šla gledat v ta zaboj s knjigami. Čist neki X sem iskala. In pa sem našla eno knjigo v španščini. Sem hodila neko knjigo v španščini, da malo obnovim. Pa tole Babe tarnajo. A ne, babe ne tarnajo, pardon. Zgoščena modrost za sočne ženske. Ne moram še enkrat prebrati. In potem najdem izvod Vogue, ki mi ga je Saška posodila že tako 100 let nazaj in sem ga končno našla. Mislila, da pozabila na njega 100-krat. Tako da zdaj moram tole prečekirati, pa da pol vas en tem varnem. Tako da ja, Saško nisem bili zelo dolgo skupaj, ker je bila pri tem full busy, ker je imela pač del. Pol je pa zdaj 2 tedna na dopustu s svojim fantom. Tako da naslednji teden so rekli, da greva nekam. Pride moja žena malo nazaj na vloge. Evo, da sem sedela kofe. Pa 2 sladoleda sem si vzela, ki je zanj dragi kupil v Hoferju, ker so fomehni, tako da je en čisto prav. Novak Djokovic, pač čisto ga obožujem. Nekera huda fotka. Lakost. Zdaj bom malo brala Vogue.
Jutri praznujemo od najstarejše nečakinje rojstena, ki je imela 18 rojstena aprila, si sem že imela. Na misel, kasneje bomo končno praznovali. Včasih se težko sledimo. Mi smo tako, včasih res praznujemo na točno dan, ko ima nekdo rojstena, včasih pa tako traja 2-3 mesece. Pa se nima veze. Hažem je, da se družimo in da upam, da se bomo imeli fajn. Zdaj pa izrabam outfit, tako da par oblačil sem pripravila, par kombinacij. Ful se mi ne da probavati, ampak moram, da jih zadnji dan ne zbiram. Kofe še imam. Vmes bom še kakšno stvar probala, da vidim, da naprej ne zmenjevalem, celo držim. Tako da tole, pač to je sicer poliester, kar me valjda ide da moca. Še zmeraj mi je všeč, tako da obdržim. Zdaj se pa gremo obleč. Prva, to je obleka, črna, kaj sem na Juliji. Sem misle. Pač meni je ful huda, to tako elegantna je, pa tle ima tako mal izrez. Edin, kar me moti, je to, da je črna. Jaz nisem toliko ljubiteljica črne barve, nekako mi je črna, veš, povezana z želovanjem in pol ne maram toliko tega, ampak se mi zdi pa ful huda, no. Sicer seveda pol kompenziram z modnimi dodatki, se pravi barvne štikle, nakitane, torbica, tako da moč ni slabo. Potem nasedanje tale, se pravi bela majčka, malo tele, pa tele hlače, kratke, pa imam pa še eno varianto, dolge hlače, takoj pokažem. Oziroma niso čisto dolge, te so 3/4. Takole. Jaz mislim, da so bolj one kratke, ja. Potem tele iste hlače, s tole majico. To je drugače ful lepa. Kako nam je mogoče malo lepše. Še kratke hlače dam. Pa tole. Mislim, da tole dvoje ne gre skup. Zaradi tega, ker je ta malo daljš. Nekako se mi zdi, da ni dobro. Ne vem, tole mi ni toliko všeč. Ko drugače takole pride. Zdaj mi je pa žal, da nisem šla dol, da bi matka gleda. Najbolj mi je všeč črna obleka in pa ta prva bela majčka s kratkimi hlačami. Kako je hud. Prebrala sem tole knjigo Olivera Čirković, Jaz, Pink Panther. Ful zanimivo, to je v bistvu Srbkinja, ki je v mladosti igrala košarko in bila pri tem zelo uspešna. Potem je pa prestopila v to skupino Pink Panther, ki so ropali zlatarne. Potem se je preselila v Grčijo in tam so pač to ropali in seveda pristala v zaporu. Pobegnila prvič, prišla nazaj, pobegnila drugič in se tako rešila. Ful dobra knjiga, tako res je zanimiva. 4 zvezdice in ful priporočam. Pa ful se jih bere, tako v bistvu ful lahko čtivo. Jaz sem prebrala 2 dnevi, tako da superce. Dobro jutro. Ojla, da se malo javim. Najprej, da preberem citat. Razprostri odejo in si privošči piknik doma ali parku. Če si želiš družbe, povabi še koga. To dobro. Vsaka ne je bilo to kroče. Zjutraj sem spila kofe, pa sem šla na sprehod, skoraj sva crkala, koliko je vroče. Jaz vročine res ne prenašam dobro, tako res ne prenašam. Starejša, ko sem, slabše prenašam, tako. Vem, da nekateri obožujejo, jaz pač ne. Prebrala sem tole knjigo, mi je uspela enem dnevu. Babe ne tarnajo, sicer naslov mi ni najbolj tako všeč, da pa tudi moramo tarnati, ne, nič ni slabega o tem, ne sicer vsak dan, ampak ok, ne. V bistvu so tako nasveti za žensko, ki prihaja v menopauzo, ki je malo starejša in v bistvu tudi jaz sem hotela tem govoriti, ful opažam tako spremembe na sebe, ne, sem se že šele 38, ampak tako opažam, ne, hormončki, recimo, ne vem, nihanje razpoloženja,
En trenutek sem jezna, kot pri norcih, drugi trenutek sem zakaj sem res jezna, pa ne vem, začne se rediti, zbujam se sredi noči, ker se prej nikoli nisem, moram iti na WC, mene je bilo nekaj najhujšega, zjutraj stavim ful utrujena, ne seveda za vsak dan, ampak tako, in pa tudi recimo, ko se pogovarjam z ženskami, ki so tako približne se starosti, kaj jaz, in pač povejo, ja, da je to, in recimo tudi zanč mi je moja stomatologinja oziroma higieničarka rekla, da tudi med 38 in 40 je ful razlika. Zakaj noben ne govori o tem? Tako da, drage moje ženske, pač tiste, ki imate izkušnje in kakšen nasvet, pač napiši komentar, ne vem, kako si lahko pomagamo, tako, kaj lahko jaz naredim. Pač se vem, zdrava prehrana, telovadba, ampak tako, vsem, ne. Ja, kar se mi zdi, da je tudi neka taka tabu tema. Patricija mi je v prejšnjem vlogu ful dobro vprašanje postavila, ampak vem, da se nekaj, da bom o tem odgovorila, ampak bi si rada vzela čas, ko da bom naslednji teden, upam, da ne zameraš. Tako da tudi ti zmer, če imaš kakšno vprašanje, lahko napišeš, pa pol zmer odgovorim v vlogu, to se mi zdi tudi ful dobro. Imam še ful dober citat iz tele knjige, to je prav moj izvod, dobro, sem jo tle prepisala. Kar je bilo, kar je. Povsem preprosto. Morebiti ste daj mislili, da se boste poročile in na to srečno živele. Imele popolne otroke in po ženskem gibanju tudi popolno kariero. In sedaj ste tu. Karkoli se je zgodilo ali se ni zgodilo, sodi v kar je bilo. Ne morete živeti še enkrat. Preteklost je preteklost. Menopauza označuje konec plodnih let. Ta in druge resničnosti so tisto, kar je. Zdaj sem pa začela tole brati Bruno Šimleša, Ljubeznoslovje. Sem takoj že na začetku nek citat našel, ki mi bi všeč, ti preberem. Če želite najti ljubezen, niste pa zgradili ljubezenskega odnosa s seboj. Se obsojate na večno lovljenje lastnega repa. Zdi se vam, da vam je ljubezen v dosegu srca, to da nikakor vam je ne uspe zgraditi. Ful dobro. Če bo še kitko zanimljivega, seveda podelim. Potem gremo na praznovanje nečakinjenega 18. rojstnega dneva. Dala sem na glasovanje za outfit na Instagram in tako 50-50 je za prvi ali pa drugi outfit. Oziroma, ta drugi outfit presega trenutno za en glas. In kako naj se potem človek odloči? Jaz se sicer nagibam oblekci, ker mi je res huda, čeprav se nekaj, da mi črna ni všeč, ampak ne, huda mi je, ker je elegantna. Samo pa videla, kako bo vročeno, ko bo soparen. Tako da ja, to. Klima dela. Malo bom še mogoče brala, pa sem šla pa rihtat. Evo, tole je outfit. Tale je bila potem zmagovalna na Instagramu. Ampak jaz sem tako do zadnjega prepričana, da bom imela črno obleko, ampak je toliko vroče, da ne moram. Se pravi, tole, ta torbica, nakitek, matka mi naredila kitko. Meni sicer tako, se mi zdi, da mi ne paše, ampak v zadnji ful lepa, tako da bo. Nakitek, obudu bom pa po moje imela natikače, ker je vroče. Tako da ja, to je to, najprej gremo v gostilno, pa gremo pa k njim domov. Se javim s terena. Zdaj pa gremo v gostilno. Evo pa smo prišli domov. Ful je bilo fajn. Tle bom zaključil vlog. Hvala, da si tle. Upam, da ti je vlog všeč. Rada te imam in se gledamo naslednjič. Čau.